nismo mogli se izživljati, šport, pa to, kar ima današnja mladina in to. Prehrana je bila obupna. In vsi smo hrepeneli po svobodi. In to tako resno, ne samo na besedah. In bili pripravljeni tudi narediti vse, kar smo smatrali, da lahko pomaga. Tudi tiste listke smo tiskali, pa razmetavali, pa se spomnim, to nisem bil udeležen v operi enkrat, z balkona vrgli take letake, stiskane med publiko. Tisto je bil prav odmeven dogodek. So vsi Ljubljančani izvedeli za to, pa bilo, bi rekel, občudovali korajžo. Pa ni bilo treba drugega, kot v temi vršt tiste stiskane letake med gledalce. Kaj pa poitaljačevanje ljudi takrat? Z jezikom? Z jezikom, ja. Ja, Italijani, Nemci so bili glede tega, tudi meni glede, veliko bolj nesramni pa odurni, tako so prepovedali slovenščino, tudi duhovnike, ki so zagovarjali slovenščino na Štajerskem, recimo, evakuirali ali pa onemogočili, zaprli in tako naprej. Tako da Italijani so pa nekaj časa poskušali se na to karto igrati v videvnosti, pa provinčja do Ljubljana. Ljubljanska provinca je bila ena od italijanskih provinc. Potem, ko se je pa gibanje razvijalo, čedalje bolj, so pa tudi oni zaostrili te pogoje, pa prepovedovali vse, pa zapirali tistega, za katerega so pozumeli, ali pa so domači izdajalci v Vaduki povedali. Ta je pa za OF, za Osvobodilno fronto, in so prišli brez posebnih opozoril, pa vloženih obtožnic, pa vsega tega, kar imamo danes.